Veste, kako veselo je v našem studiu, ko se nam pridružijo odlični mladi glasbeniki in danes bo v našem studiu res pestro, kajti tole, zdaj boste spoznali, tile so prvi, ki so danes prišli na svoj račun in vesela sem, da jih lahko pozdravim v svoji sredi, kajti so na dobri poti, da postanejo več kot odlični muzikanti. Kdo so to? To so člani ansambla Lenarti, od leve proti desni. Poglejte, kako so šik Blaž, Nika in Luka. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, dama in gospoda? A sem lepo povedala, gospoda? Tako, ali se sliši že malo preveč odraslo? Pa mogoče. Mogoče, a ne? Blaž, ti si zdaj najmlajši, a ne? Ti si brata in sestrica, a ne? Ja. Ja. Kdo je najbolj poreden, smo prej ugotavljali? Blaž. Blaž, kaj to pomeni, da si najbolj poreden? Kaj je to poredno dan danes? Komu nagajaš in kako? Najbolj nagajam njej, Niki, ker zelo rada bere. Ji vzameš? Ja, ponovadi. Knjige pa zelo rad tudi zunaj igram nogomet, ona pa to malo manj rada in potem Torej, a si se že odločil, boš ti glasbenik ali boš nogometaš? glasbenik. Glasbenik, to je še vedno v prvem planu. Je. Je. Kaj pa, ko si priden, kaj pa takrat narediš, ko je mamica ponosna na te pa oči? To pa tudi ne vem. Nekaj narediš dobrega, ne? Pospraviš, kaj odnese smeti, kaj otroci danes delate? Ali ste samo na telefonu? Ponovadi zložim iz pomivalca, pa Pa še kaj, ne? Ne veš, kako je, ko si priden. Ne veš, kako je, ko si priden? Ja, jaz mislim, da se Blaž zasluži že eno mini nagrado, ne? Je. Kaj pa Nika? Nika je pa že prava dama, bliža se konec osnovne šole. A bo Nika tudi glasbenica ali bo Nika počela kaj drugega? ja, seveda bom glasbenica. Kaj to pomeni? Kaj boš igrala? Kaj je v prvem planu, ko boš končala osnovno šolo? Z našo skupino bom igrala bas kitaro. Kar počneš tudi zdaj, a ne? Potem pa še ne vem za srednjo šolo, kaj bi si izbrala. Boš še malo počakala, ne? Ja. Luka je pa kapodi benda, ja? A imaš tudi glavno besedo v bendu? Te obogata ostala dva? Morata, ne? Morata, ja? Ni izbere. Luka se je tudi odločil za glasbo, ne? Ja, tudi pa naprej študijska smer, bom šel študirati glasbo. Pa prideš mogoče k nam na televizijo, kaj pogledata, ne? Tako. Ja. Luka, kako ste se vi našli? Vem, mislim, družinsko ste povedali, ampak vi ste se našli v muziki, pa predvsem v tem, da je nekdo pač rekel, imeli bomo band. Ja, skoraj tako je bilo. Na začetku sem igral pač jaz tudi bas kitaro in kitaro, tudi drugače igramo vsi harmonike. Tako da potem je Nika izrazila željo, da bi igrala bas kitaro. Ženske so glavne, ne? Ja. Ja. Tako da ona igra kitaro že malo več let. Potem pa smo prišli nekako do ideje lani, da bo še Blaž začel kitaro igrati. On je seveda bil navdušen in začel vaditi. In tako ja, nekje od lani polet potem smo začeli delovati. Ne. Vam kdo pomaga, kdo deli nasvete? Vam? Največ nasvetov nam deli naša mami, ki ima doma tudi inštrukcije harmonike in klaviatur. Ona ima največ izkušenj glede glasbe. Jo ubogate ali morate? Niti eno, niti drugo, nisem mogel, ne. Ona bi rada, da jo ubogamo, mi bi pa... Mislim, se jo ubogamo, ampak tudi kaj naredimo po svojem. Mami zdaj posluša tam sigurno na oni strani studija. Že zmetlo. Že zmetlo čaka, se je mama ni huda, ne? A že koga poriti? Naslednje vprašanje. Naslednje vprašanje. Zdaj, vi ste posneli eno res krasno vižo, ki jo naši gledalke in gledalci mogoče že imajo v ušesih, kajti je že stara uspešnica ansambla Stoparji, Vsak ne more biti muzikant. Vi ste ji dali novo preobleko. Zdaj mi najprej povejte, a je res tako, da vsak ne more biti muzikant? Kaj misliš ti, Luka? Mislim, da je to res. Nekaj tudi prinesemo na ta svet, nekaj nadarjeno, pač darove. Potem je pa odvisno od tebe, kako jih izkoristiš. Verjetno ni dovolj, če si samo talenta, ne? Ni dovolj, je pa že velik del. Je pa že velik del. Blaž, kaj misliš, si ti talent ali tudi dosti vadiš? Vadim veliko, mislim pa, da imam tudi malo talenta. Zdaj si zelo diplomatsko ti odgovoriš, ne vem, če ne boš ti politik, kaj? Ja. To pa ne.
Namreč Nika in ostala dva fanta, torej Blaž in Luka, so z našo produkcijsko ekipo posneli tudi svoj prvi video spot, ravno za polko, o kateri govorimo, vsak ne more biti muzikant. Nika, kako je bilo? Si si predstavljala snemanje, kot je bilo potem? Ja, sicer sem si ga predstavljala malo drugače, kot je bilo, ampak smo se zabavali. Kako si ga ti predstavljala in kako je bilo? Predstavljala sem si pač, da bo snemanje trajalo še malo dlje, da se bo zavleklo. Potem pa nam je vse skupaj kar hitro teklo, ker smo se zabavali. Ker ste se zabavali, pa je hitro čas minil, ne? Kje ste snemali, Luka? Snemali smo v osnovni šoli Škocjan. Hodite tja v šolo? Jaz sem, ona dva pa še. Ja. Potem pa še v pekarni Pepe. Ja, pa sošolci kaj pravijo? O tem so sodelovali tudi, ali? Ja, njeni sošolci so pomagali pri videospotu. Mislim, da kar v večini scen. Vstop v razredu, pa na hodniku. Takrat mislim, da je bilo to sobota, ko ste snemali. Je bila delovna sobota, ne? Vi ste naredili delovno, ne? Ste morali sošolci priti nazaj v šolo, ne? Ja, jaz predlagam, da si tale videospot, ker smo jo vsi malo nestrpni, pa naše gledalke in gledalci tudi zdaj kar ogledamo. Hvala lepa Lenarti, ker ste prišli v nas studio, ker ste snemali z našo ekipo. Torej, zapomnite si, odličen mlad narodno-zabavni ansambl prihaja na slovensko narodno-zabavno prizorišče, ansambl Lenarti. O njem boste lahko brali tudi v prihajajoči številki revije Muzika, pa tudi v Zvezdah bomo kaj pisali o tem, kje vas najdejo. Ste na Facebooku, pišemo iskalnik Lenarti in to je to. Zdaj predlagam, kdo je najbolj pogumen? Luka, poglej, tule je kamera, pogledaš v kamero in lepo povabiš gledalke in gledalce k ogledu vašega novega prvega videospota in jih seveda malo izzoveš, da si vas tudi kdaj zaželijo v glasbenih željah. Tako, videli bomo naš nov videospot. Mi upamo, da vam bo zelo všeč, ker smo na njem res veliko delali. In če vam bo všeč, si ga čim večkrat zaželite v rubriki videospotov.